V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni, dragi župljani, drage župljanke, ministrantje, skauti, animatorji in vsi tisti, ki ste pred računalniki. Danes se zaključuje že dan, pa se lahko Bogu zahvalimo za vse tisto dobro, kar smo danes doživeli, za vse tisto lepo, za naše bližnje, s tistimi, s katerimi živimo. Zahvaljujemo se ti, Gospod, za njihovo dobronamernost, njihovo dobroto, ljubezen, spoštovanje, njihovo navzočnost med nami, skrb. Pa zahvaljujemo se ti tudi za vse tiste, ki niso več z nami, ki prosijo za nas pri Bogu, ki so že pri Bogu. Pa najprej na začetku maše poglejmo svoja srca in obžalujmo vse tisto, kar smo slabega storili v naših mislih, besedah in dejanjih. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Pri tej sveti maši bomo molili za pokojno Jožico Nemanič, za Jožico Trefalt 7. dan, za Franca Kovača obletna in za Miha Demšarja pogrebna. Molimo. Nebeški Oče, v svoji dobroti si poslal svojega Sina, da nas je s trpljenjem na križu rešil satanove oblasti. Podpiraj nas, da bomo do smrti pokorni tvoji sveti volji in zaslužili vstajenje s Kristusom tvojim Sinom, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je v zboru vstal neki farizej Gamalijel, učitelj postave, ki ga je spoštovalo vse ljudstvo. Ukazal je, naj apostole za nekaj časa odstranijo, nato jim je govoril: Izraelci, dobro premislite, kaj hočete storiti s temi ljudmi. Kajti pred dnevi je stal Teuda, ki je trdil, da je nekaj, in pridružilo se mu je kakih 400 mož. Toda bil je ubit. In vsi, ki so ga poslušali, so se razkropili in so bili uničeni. Za njim je ob času popisovanja ostal Juda iz Galileje in je potegnil ljudstvo za seboj. Tudi njega je bilo konec in vsi, kateri so ga poslušali, so se razpršili. Zato vam zdaj pravim, ne dotikajte se teh ljudi in pustite jih. Če je ta načrt ali to delo človeško, bo razpadlo. Če je pa od Boga, jih ne boste mogli uničiti. Da bi se kdaj ne izkazalo, da se borite proti Bogu, in dali so se pregovoriti. Poklicali se torej apostole, jih pretepli in jim zabičali, naj ne govorijo v Jezusovem imenu, nato so jih izpustili. Ti pa so izpred velikega zbora odhajali veseli, da so bili vredni trpeti za sramovanje za Jezusovo ime. In niso nehali v templju in po hišah vsak dan učiti in oznanjati Jezusa Kristusa. Božja beseda. Bogu hvala. Gospoda prosim, da bi prebival v Božji hiši. Gospoda prosim, da bi prebival v Božji hiši. Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se bal? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi trepetal. Gospoda prosim, da bi prebival v Božji hiši. Eno prosim Gospoda, eno želim, da bi prebival vse življenje v tvoji hiši,
da bi užival tvojo mlino in gledal tvoj tempelj. Gospoda prosim, da bi prebival v Božji hiši. Verujem, da bom užival Gospodove dobrote v deželi živih. Upaj v Gospoda, bodi pogumen. Naj se ti okrepi srce, upaj Gospoda. Gospoda prosim, da bi prebival v Božji hiši. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je odšel Jezus na ono stran Galilejskega, to je Tiberijskega morja. Šla je pa za njim velika množica, ker so videli čudeže, ki jih je delal nad bolniki. Jezus je šel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Bila je pa blizu velika noč, judovski praznik. Ko teda Jezus povzdigne oči in vidi, da prihaja k njemu velika množica, reče Filipu: Kje naj kupimo kruha, da bi ti jedli? To je pa rekel, ker ga je skušal. Saj je sam vedel, kaj bo storil. Filip mu odgovori: Za 200 denarjev kruha bi jim ne bilo zadosti, da bi vsak le kaj malega dobil. Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu reče: Tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi, a kaj je to za toliko ljudi? Jezus pravi: Velite ljudem sesti. Bilo pa je mnogo trave na onem kraju. Posedli so torej možje, kakih 5000 po številu. Teda je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče, prav tako tudi rib, kolikor so hoteli. Ko so se pa nasitili, je rekel svojim učencem: Poberite kostce, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Pobrali so torej napolnili 12 košar s kostci, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali njim, ki so jedli. Ko so torej ljudje videli čudež, ki ga je storil, so govorili: Ta je zares prerok, ki mora priti na svet. Ker je teda Jezus poznal, da hoče priti in ga posilil vzeti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed iz današnjega evangelija. Evangelist Janez nas na začetku odlomka pravi, da je velika množica ljudi šla za Jezusom. Torej, ko je Jezus šel na drugo stran Galilejskega jezera, tukaj piše morja, je velika množica krenila za njim. In zakaj so hodili za njim? Piše, ker so videli čudeže, ki jih je delal nad bolniki. Jezus je tem ljudem naredil veliko dobrega, bil je dobro nameren, ljubil jih je, spoštoval, delal jim je dobro, zato so ljudje radi prihajali k njemu, radi so bili v njegovi bližini. Danes dopoldan smo imeli pogreb za pokojnega Miha Demšarja, pa bi rekel lahko, da mi ostaja spomino, da je tudi on bil zelo dober. Tudi jaz sem bil rad v njegovi bližini. Miha je izražal eno milino, en mir do drugih ljudi. Tudi jaz sem se čutil vedno sprejetega, vedno, ko sva se srečala, vedno se mi je nasmejal. Tako da mi je prav pasala, bom rekel, njegova prisotnost, njegova navzočnost. No, morda še eno lepo lastnost bi rekel o njem, njegova vera. Nisem tako osebno poznal Miha, ampak poznam pa njegove vnuke, vnukinje in vidim, koliko vere je v njih, koliko dobrega tukaj na župniji naredijo. Tako da Miha je vzgojil svojih 2 sinov moral narediti veliko dobrega, da tako vera gre naprej v družini. Pa še poglejmo eno naslednjo razmišljanje v evangeliju
bi spregovoril o svobodi. Jezus, ko je pomnožil hlebe, da se je množica ljudi lahko nasitila, bilo jih je 5000. In na koncu celo hrana ostala, ko se so pobrali učenci. In kaj so ljudje hoteli storiti, kako piše? Ko so torej ljudje videli čudež, ki ga je storil, so govorili, ta je zares prerok, ki mora priti na svet. Ker je teda Jezus poznal, da hoče priti in ga posilil vzeti, da bi ga postavili za kralja, se je omaknil na goro. Posilil vzeti, torej ljudje, množica, niso dali svobode Jezusu. Tako smo tudi mi povabljeni, da molimo za to svobodo Gospoda, da vsi vemo dobro, da ko drugega pustimo svobodnega, tako kot Gospod pušča nas, da je lahko nekaj najlepšega, lepega v odnosu. Nikoli drugega ne moremo soditi ali obsojati za nekatere stvari, kakor mi mislimo, da bi moral biti, ker drugega nikoli ne moramo poznati v globino, ker ga samo Bog lahko pozna. Tako da v odnosi smo res povabljeni drugemu pustiti svobodo, saj kdor ljubi, kdor drugemu želi res dobro, ga ne bo omejeval, ga bo pustil, ali pa, tako rekel, lepše sprejemal drugega takšen, kakršen je, kakor nas Bog sprejema. Pa prosimo pri tej sveti maši za našo vero, za našo svobodo, pa za našo tudi dobronamernost, dobroto, ljubezen do drugih. Bratje in sestre, kot množica, ki jo je nasitil s kruhom, smo zbrani ob Jezusu Kristusu. V veri, da nas bo uslišal, se zaupanjem obračamo nanj in ga prosimo. Jezus, usliši nas. Jezus, usliši nas. Daj, da se bomo vedno bolj zavedali bogatstva milosti, ki nam jih deliš po sveti Evharistiji. Jezus, usliši nas. Prosimo te za delivce Božje skrivnosti v mladih, pa obudi željo, da bi ti služili v duhovnih poklicih. Jezus, usliši nas. Gospod, odpri srca in oči nam, ki ne živimo v pomanjkanju, da bomo pripravljeni več storiti za lajšanje bede in lakote na svetu. Jezus, usliši nas. Jezus, tvoje besede, kdor uživa moje telo, vekomaj ne bo umrl. Naj bodo tolažba vsem rajnim, nam pa veselo upanje. Jezus, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, po tebi prihaja vse dobro. Hvala ti za vse, kar nam daješ, stoj nam vedno ob strani, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, milostno sprejmi naše darove. Pomagaj nam, da ne zapravimo tega, kar si nam dal in dosežemo to, kar večno ostane, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res je spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesneje pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Razzel je moč pradavnega greha, dvignil in prenovil padli svet in nam ljudem vrnil polnost življenja. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet.
Pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanimo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, še posebej ti danes priporočamo Jožico Nemanič, Jožico Trefalt, Franca Kovača in Miha Demšarja, ki si iz tega sveta poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi stanejo večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljenju pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jadni Bože,
ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vas povabim k prejemu duhovnega obhajila. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prijeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Hvala Jezu za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Molimo. Nebeški Oče, tvoj sin nas je odrešil svojim trpljenjem. Prosimo, vedno in povsod nas varuj, da se bomo veselili vstajenja Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Še zmolimo molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, Prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. si Božji svetniki in svetnice. Prosite za nas. Želim vam lep večer, naj bo blagoslovljen, pa tudi jutrišnjo soboto. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Jezus, k tebi hitim, Jezus, se ti zročim, sliši moj glas, Gospod, naj za tele živim.
hitim. Tvoja beseda, Bog, milučna pot je, služa mi tvoj naj bo, Gospod razsvetli me. Jezus, k tebi hitim, Jezus, se ti zročim, sliši moj glas, Gospod, naj za tele živim. Jezus, k tebi hitim. Vse misli in skrbi, Gospod, izročam ti, moj srčni stil pastir, moliti te želim. Jezus, k tebi hitim, Jezus, se ti zročim, sliši moj glas, Gospod, naj za tele živim.